V Simbiju predali namenu novo tehnologijo za učinkovitejšo reciklažo izmešanih komunalnih odpadkov. 147 najuspešnejših srednješolcev na sprejemu pri celjskem županu Bojanu Šrotu. Simbio v 12 občinah celjske regije zbira nevarne odpadke. V Rimskih Toplicah za konec poletja ekshibicijski obračun Laščanov in Celjank. Lepo pozdravljeni in dober dan, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje v informativni oddaji Dogodki dneva. V regionalnem centru za ravnanje z odpadki RCERO Celje so včeraj popoldan namenu predali novo tehnologijo za učinkovitejšo reciklažo izmešanih komunalnih odpadkov in odpadne embalaže. Z novo tehnologijo bodo lahko v Simbiju dosegli več kot 90% čistost izločenih materialov in s tem zmanjšali obremenjevanje okolja. Naložba je vredna 5,5 milijonov evrov. 10. obletnico sodobnega centra za ravnanje z odpadki RCERO Celje so včeraj proslavili z odprtjem nove sodobne linije ravnanja z odpadki, kar pomeni, da v podjetju Simbio znajo slediti tehnološkemu razvoju in se z nenehnimi izboljšavami prilagajajo okoljskim zahtevam. Vesel sem, da vas lahko danes pozdravim na tem mestu, predvsem zato, ker smo skupaj z marsikom od vas pisali tudi to zgodovino uspešnega centra za ravnanje z odpadki v Sloveniji. Jaz temu rečem, oziroma imam tudi empirično dokazljivo, da je to najuspešnejši center za ravnanje z odpadki, stroškovno tudi najbolj učinkovit, kar pomeni, da z vami, partnerji v projektu in seveda odgovornimi lastniki, ki ste znali v vseh teh letih vlagati v ta center, da smo center zadržali v kondiciji in smo ga še dodatno tudi razvijali. Tudi zaradi razvoja in sprejemanja pravih odločitev in skupnega delovanja in sodelovanja je cena obdelave odpadkov najnižja v državi, še poudarja magister Zidanšek. No, nad vsem tem bdi tudi strokovna ekipa, ki je v podjetju naravnana predvsem na vizijo iskati optimalne rešitve in prispevati k večji učinkovitosti izločanja uporabnih surovin iz toka odpadkov. Danes je za nas v podjetju Simbio zelo velik praznik, vesel dan. V preteklih letih namreč nismo imeli navade takole javno predajati namenu posameznih, čeprav večjih investicij. Današnji razlog, 10. obletnica centra in dokončanje 5,5 milijonov evrov vredne tehnološke posodobitve linije mehansko-biološke obdelave ter linije za razvrščanje, to preprosto terja. Ko sem se pred skoraj 4 leti zaposlila v tem podjetju, sem hitro ugotovila, da ima center in podjetje ekipo, ki ima znanje in izkušnje, predvsem pa veliko voljo do dela in vizijo, s katero želi gospodarno in preudarno opravljati svoje poslanstvo. In to je obdelati vse sprejete količine odpadkov na način, da so za okolje kar najmanj obremenjujoči, ter ob tem vrniti v ponoven tok in uporabo čim več uporabnih surovin. Vse to početi z čim manj porabe električne energije, ob zmanjšanju toplogrednih plinov, ter pazljivo skrbeti tudi za kvaliteto izpustov odpadnih voda. Slediti razvojni viziji pa je lažje ob sodelovanju in podpori lokalnih skupnosti. Mestna občina Celje je pred desetletjem skupaj s 23 občinami soinvestitoricami odprla RCERO. Ta je bil sofinanciran z evropskimi in državnimi sredstvi. In danes se ta ponaša tudi z najmodernejšo trajnostno tehnologijo za ravnanje z odpadki. Sam center ima že dolgo zgodovino, pa tudi predzgodovino. Jaz imam to srečo, je pa še kar nekaj kolegov županov, ki se tega tudi dobro spominjajo, kako je vse skupaj se začelo. Tista predzgodovina je omejena na malce ožji krog ljudi. Predvsem sva z inženirko gospo Milko Leskošek, ki je ne samo mati tega projekta, ampak tudi idejni oče, kupovala zemljišča tu okoli. Toliko različnih projektov in objektov smo si pogledali od Avstrije, Nemčije, Italije, ne vem, kje vse še nismo bili.
v želji, da izberemo tisto najbolj optimalno in pravo tehnologijo za območje, za katerega te komunalne odpadke obdelujemo. Ni bilo preprosto se dogovoriti s 24 partnerji. Kdor se je že kdaj pogovarjal o takšnih projektih, ve, koliko težav in preprek je na tej poti, ampak jaz mislim, da je prevladalo to, da smo si obljubili neke vrste zvestobo, da bomo skupaj v dobrem in v slabem, da smo mi, ki smo ta projekt vodili, ga načrtovali, tudi zalagali sredstva in vse ostalo, dali vsem zagotovilo, da bomo njihove odpadke predelovali in z njimi ravnali po enakih cenah kot naše. To je temelj našega partnerstva, to je tista prava podlaga za zaupanje in tudi zdaj že več kot 10-letno odlično sodelovanje. Vsi župani so tako vsled dobrega sodelovanja tudi v prihodnje včeraj skupaj odprli novo halo, v kateri je sodobna tehnologija za ravnanje z odpadki, a investicijo in delovanje v dobro ljudi in okolja so pozdravili tudi na državni ravni. Ravnanje z odpadki je ena takšna tema, ki zadeva prav vsakogar izmed nas. Zdi se, kot da se na to čisto vsak dovolj dobro spozna, vsaj tako je videti po izjavah v javnih medijih. Eni bolj, drugi manj, vendar je to področje, ki zahteva visoke kompetence, mnoga znanja ter poznavanje širših okoljskih in družbenih procesov. Našo pozornost te teme ponavadi dosežejo takrat, kadar sistemi zatajijo in kadar gre nekaj hudo narobe. Zato sem prav zares vesel, da lahko v imenu Državnega sveta kot drugega doma slovenskega parlamenta sodelujem na današnji otvoritvi tako zelo pomembnega objekta, ne samo za lokalno skupnost, ne samo za regijo, ampak nasploh za Slovenijo kot primera in zgleda dobre prakse. Delovanje lokalnih skupnosti in regije je torej izjemno pomembno. Celjski projekt je zgleden primer dobre prakse med državo, strokovnim delom in lokalno skupnostjo. Celjski župan Bojan Šrot je v Narodnem domu v Celju pripravil sprejem za najuspešnejše maturante in maturantke, ki so letošnjo splošno in poklicno maturo opravili zelo uspešno, ter najuspešnejše dijake in dijakinje zaključnih letnikov poklicnih šol v Mestni občini Celje. Skupaj s tistimi, ki so bili izjemno uspešni na mednarodnih tekmovanjih znanja, jih je bilo letos 147. Na vsakega izmed njih so na celjskih srednjih šolah ter v občinah, iz katerih prihajajo, izjemno ponosni. To je pravzaprav cvet regijske mladine, se Celje regijski srednješolski center, tako da mladi prihajajo iz različnih krajev in občin naše regije. Predvsem s njim položijo na srce, da naj še naprej zaupajo vase, naj izkoristijo svoj talent, naj še naprej trdo, vztrajno delajo, si zastavijo visoke cilje in izberajo prave poti do teh ciljev. Povedal sem jim tudi, da njih pravzaprav čaka izziv, ki ni bil izziv naše ali pa moje generacije. Ob tej globalizaciji sveta se bo ta generacija soočala tudi z globalnim trgom dela, pravzaprav so njihova konkurenca ne sošolci ali pa srednješolci iz drugih mest in krajev po Sloveniji, temveč mladi praktično iz celega sveta in tega se morajo zavedati in če si želijo v življenju uspeti, potem morajo seveda si pridobiti odlično izobrazbo in sedaj ti, ki so bili danes povabljeni ta sprejem za najboljše, so na pravi poti, vedo, kaj je v življenju pomembno. Jaz upam, da bodo ravno ti mladi postali vzor tudi preostalim iz te generacije. Za nikogar še ni nič zamujenega. Številka tistih, ki so v tej generaciji izstopali iz povprečja, je podobna številkam nagrajenih srednješolcev iz preteklih let. Je pa vsaka generacija edinstvena in s seboj nosi svoje posebnosti, poudarjajo v vodstvu celjskih srednjih šol. Jaz mislim, da se javnost vedno bolj zaveda tistega, kar sem tudi poudaril pri svojem govoru. Čeprav mediji, mogoče za medije niso toliko zanimivi dosežki naših dijakov na področju matematike, geografije in tekmovanja znanj,
je pa ne nazadnje to zelo pomembno, kajti ti ljudje bodo dejansko bodoči raziskovalci, bodoči inovatorji, bodoči vodilni kadri in je zelo pomembno, da jim izrečemo spoštovanje in nagrado za njihovo opravljeno delo. Nažalost, marsikdaj ne vemo, koliko noči je bilo prebudnih dejansko v tem času, ko so oni dejansko delali, da so lahko dosegli take vrhunske uspehe. Jaz mislim, da je prav, da jim damo javno priznanje in da se jim zahvalimo, če ne za nazaj, kot spodbudo za naprej. In kako včerajšnji nagrajenci gledajo na obdobje srednješolskega izobraževanja in čemu pripisujejo izjemen rezultat, ki so ga dosegli na maturi? Imam same lepe spomine na srednješolski čas. Večina sošolcev oziroma vsi sošolci so bili moji prijatelji, tudi moji najboljši prijatelji so med njimi. Kar je naredilo šolanje za mene bolj zabavno, je bilo prav to, da sem imel prijatelje, da smo si naredili šolo kot nekakšno igro in ne samo delo. In prav to me je lahko spodbudilo, da mi je bilo potem delo za šolo veliko lažje, kot pa če bi bilo to samo delo. Bila je hkrati tudi igra, bila je zabava. V bistvu sem užival v tem procesu. Moje obdobje na prvi gimnaziji v Celju sem preživela zelo lepo, saj nisem pridobila le znanja in pa veščin, ki mi bojo koristile v življenju, ampak predvsem prijateljstva in pa tople odnose z ljudmi, ki verjamem, da bomo še dolgo ostali v stiku. In kakšne lastnosti mora imeti nadpovprečno uspešen srednješolec? Jaz mislim, da še dosti več, kot jih je moral imeti nekdaj. Zakaj? Zaradi tega, ker na današnje mlade prežijo številne nevarnosti in številne bližnjice, ki se jim ljudje preveč radi vdamo. In težava je ljudem oziroma dijakom sporočati, da so na pravi poti, da naj vztrajajo, da naj delajo, ker edina ta pot je prava pot. Po mojem mnenju, jaz bi rekel zelo odprte glave, da vse se želi sam prepričati, hkrati pa tudi prisluhne, kaj ima drug zapovedati. Ne samo, da posluša to, da bo odgovoril, ampak da dejansko posluša, kaj ima drug zapovedati in potem glede na to pripravi svoj odgovor. Predvsem mora biti priden in pa vztrajen pri doseganju svojih ciljev. Predvsem to. Prireditev v Celjskem narodnem domu so popestrili z bogatim kulturnim programom. Javno podjetje Simbio je znova začelo z akcijo zbiranja nevarnih odpadkov in kot je to že v navadi, bodo s premičnim zabojnikom obiskali vseh 12 občin celjske regije, v katerih Simbio izvaja odvoz odpadkov. Natančen razpored so uporabniki Simbijevih storitev prejeli ob zadnji položnici. Z jesenskim delom akcije zbiranja nevarnih odpadkov so v Simbiju začeli 10. septembra. Akcija bo potekala od 10. septembra do 10. oktobra. Na vsaki lokaciji stoji 1 uro. V tem času pač lahko uporabniki prinesejo nevarne odpadke. Med nevarne odpadke z gospodinjstva pa sodijo akumulatorji, baterije, odpadna motorna in dilna olja, pesticidi, kozmetična sredstva, manjša elektronska oprema, zdravila tudi lahko prinesejo. Nevarno na varno je slogan, ki so ga pri Simbiju uporabili za akcijo zbiranja nevarnih odpadkov. V večino primerov pridejo isti ljudje, se pa vsako leto število obiskovalcev ali pa prinašalcev odpadkov povečuje, kar smo zelo veseli. Vsak nevarni odpadek, ki ga dovržemo v okolje, vsebuje določene snovi, ki je v stiku z vodo, lahko povzročajo onesnaženje podtalnice, kar je pa v skrbi za našo naravo ni najbolj primerno. Zato apeliram uporabnike, naj prinesejo vse nevarne odpadke v premično zbiralnico ali pa v zbirni center. Sicer se je akcija pred dobrim tednom začela v Šentjurju. V teh dneh pa premični zabojnik stoji na lokacijah v Štorah, Celju, Vojniku in na Dobrni. Skupaj bo do 10. oktobra postavljen na 90 lokacijah. V bistvu vse nevarne odpadke zbiramo že ločene na izvoru, se pravi, ko jih prinesete v kamion ali v zbirni center, se že na licu mesta razsortirajo v zabojnike po tipu odpadkov. Potem se ti sodi zaprejo in se predajo naprej v predelavo pooblaščenim ustanovam. Nekaj predelajo v Sloveniji, večino se pa izvozi v tujino, kjer se potem pač iz teh nevarnih odpadkov pridobijo določene uporabne snovi, kar je pač neuporabnega, se pa zažge v večjih pečeh pod nadzorom. V Simbiju poudarjajo, da veliko vsakdanjih stvari v gospodinjstvu vsebuje nevarne snovi. Večinoma so te označene s posebnimi simboli. Pri nekaterih, kot na primer zdravila in jedilno olje, pa se moramo tega zavedati sami. V skrbi za čisto in manj obremenjeno okolje lahko takšne odpadke tudi med letom odlagamo v zbirnih centrih ali na odlagališču v Bukovžlaku.
Športno društvo Rimske Toplice je v Rimskih Toplicah pripravilo turnir v malem nogometu in ulični košarki. V okviru turnirja v ulični košarki so organizatorji izpeljali tudi ekshibicijsko tekmo med košarkarji Zlatoroga in košarkaricami Cinkarne Celje. Turnir v ulični košarki 3x3 se je v Rimskih Toplicah odvil v čudovitem vremenu. Ekipe so se na številnih tekmah potegovale za najvišja mesta, na najvišjo stopničko pa je uspelo stopiti ekipi Radeče. V odločilni tekmi je premagala zasedbo DTV Partizan Rimske Toplice 2, na tretjem mestu je končala ekipa gasilcev iz Laškega. V osrednjem delu turnirja so si nasproti stali košarkarji Laškega Zlatoroga in košarkarice Cinkarne Celje, ki so se pozabavali in navdušili vse prisotne. Tako eni kot drugi so prikazali košarkarsko znanje, ki bo na tisti najvišji ravni potrebno že ob koncu meseca, ko se z uvodnimi tekmami državnega prvenstva začne nova sezona. Super je, takole malo prijeti še ven iz dvorane, takole malo med ljudi na zunanje igrišča, to polet vidiš, kako to v bistvu pogrešaš, to tako. Tako da je super, malo smo se pozabavali, malo poigrali, super je bilo. Ja, sigurno, zato smo se tudi udržili tega, da pozovemo še gledalce iz širše okolice na naše tekme. Absolutno, sploh da letos dobimo nekaj navijačev nazaj, da nas pride spodbujati na tekme, domače tekme predvsem, ko bo vsekako najbolj pomembno. Ja, vedno je dobro igrati malo košarke še izven tega resne sezone, ki jo imamo v Celju, tako da res je bilo fajn igrati proti fantom, malo smo se pohecali. Laške košarkarje v novi sezoni čaka nastopanje v državnem prvenstvu ter v pokalnem tekmovanju. Ob omenjenih dveh tekmovanjih bodo Celjanke tekmovale še v mednarodni VABA Jadranski ligi. Dolge in naporne priprave se zdaj počasi zaključujejo. Začetek priprave je težek, res, tako da ko mi čakamo v bistvu tekme, da se začne, da prijemo ta tekmovalni ritem. Mi komaj pričakujemo, da se vse skupaj začne. Moram reči, da smo dokaj hitro začeli in imamo še dosti dela za postoriti, ampak ja. Zdaj 3 tedne je še do lige, a ne z ekipo sem videl, smo se fajn ujeli. Pa itak vsi, ko mi čakamo, da se zdaj začne. Trdo treniramo, zjutraj popoldne imamo treninge, tako da mislim, da smo zelo dobro pripravljeni s puncami, da začnemo sezono tako, kot se zagre. Vse navijače res vabimo, da se nam pridružijo že konec tega meseca na začetek sezone. Tako Laščani kot Celjanke pa si v novi sezoni na domačih tribunah želijo še večjega obiska in bučne podpore. Po noči se bo postopno jasnilo, vetrovno bo. Jutranje temperature bodo od 5 do 9, na Primorskem okoli 14 stopinj. Jutri bo po večini sončno, v notranjosti občasno tudi zmerno oblačno. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj. V petek in v soboto bo precej jasno in sveže, veter pa bo počasi slabel. Po deževnem dnevu upamo, da ste kljub temu dobre volje. Je pa tukaj jesen in tudi kakšna dežna kaplja je več kot dobrodošla. No, ampak že za jutri smo tudi napovedali več sonca, zato bo tudi jutrišnji dan prijeten. Naj bo prijeten tudi v naši družbi, zato bodite z nami točno ob 18:30. Hvala lepa za danes in nasvidenje do jutri.